Dragi bralci in bralke, letošnji slovenski mesec branja se posveča glasnemu skupnemu branju in temu se pridružujemo tudi v Mestni knjižnici Ljubljana s programom Horizonti branja. Program si zamišljamo kot branje literature za preseganje razdalj, kulturnih, političnih, družbenih, estetskih, ideoloških. Vsaka knjiga je potovanje brez kovčka. Samo odpiraš strani in že prestopaš meje, ki jih sicer ne bi. To je knjiga, kjer se prepletajo različne zgodbe ljudi, vse pa so na tak ali drugačen način povezane z drevesi. In odkar sem jo prebrala, se zelo pogosto zgodi, da opazim neka orjaška drevesa ob poti in se sprašujem, čemu vse so bile že priča in kaj vse so videla in kaj nosijo s seboj. Šlo je za odlično branje, obenem pa tisto nekaj več, nekako te prisili k razmisleku, kakšna je tvoja vloga v svetu, kakšen je tvoj odnos do narave in kako vzdržen je. Ta potopis nekako zastavi v tem smislu, da se sreča s samim seboj, da se sreča s prijatelji, da se sreča mogoče tudi z neznanci, z njimi kaj podebatira, predvsem pa se avtor pohvali s tem, da debatira tudi sam s sabo. Prihaja do zelo zanimivih spoznanj. Največje odkritje ni novo ozemlje, čemur pritrjuje avtorica, ampak novi pogledi in perspektive. V priporočenih potovanjih se nizajo obrazi, ruševine, milo, čepice za sokole, stare gospe in gospodje, pa tudi malo mlajši, zgodbe iz preteklosti, ki se sočno prepletajo z utripom današnjega vsakdana. Je tudi avtorjevo osebno, resnično doživetje, z nami pa ga je podelil prav gotovo tudi zato, ker se zaveda, kako pomembno je to, da v prihodnosti poznamo zgodovino, da imamo neko široko razgledanost in da se še naprej, kot tudi vsakič doslej, sprašujemo, kam plujemo, kako preživeti, kako doseči mir in napredek družbe, nenazadnje pa seveda, kako ohraniti planet, da bomo sploh imeli kje živeti. Njegovo pisanje je tudi empatično, meditativno, potovanja so počasna, veliko je opazovanja in počutiš se, kot da tudi sam potuješ z avtorjem. Vse to pa je postavljeno naproti kaotičnemu stanju sodobnega človeka in naproti utrujajočim sodobnim potovanjem, se pravi izbiranju trofej v obliki glavnih mest, onesnaževanju turističnem in ostalim turističnim zablodam ali pa kar turističnim zločinom. Berite z nami v knjižnicah, na spletu, med vrsticami besed. Vsaka knjiga je vstopnica v povsem nov svet in hkrati ogledalo našega sveta. Lepo povabljeni, da se nam pridružite pri Horizontih branja.